Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovane novinarke in novinarji ter ostali predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci po 22. redni seji vlade. Na današnji seji je vlada dopolnila uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz sistema. Najvišja dovoljena maloprodajna cena bo odslej veljala tudi za gospodinjske odjemalce daljinskega ogrevanja. Vlada je na novo določila tudi najvišjo maloprodajno ceno plina za vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove. Podrobneje bo uredbo predstavil minister za infrastrukturo Bojan Kumer. Vlada je danes med drugim sprejela tudi predlog zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva. Več o tem bo spregovoril Luka Mesec. Preden pa predam besedo ministru Kumru, pa še kratka informacija. Vlada je danes sprejela sklep o sklenitvi dogovora z reprezentativnimi združenji občin o višini povprečnine za leti 2023 in 2024. Ta bo znašala 700 evrov. Zdaj pa k besedi vabim ministra Kumra, da bo pojasnil, kako se bo vladna regulacija daljinskega ogrevanja poznala pri 130 tisoč gospodinjstvih. Hvala lepa, Petra. Kot je bilo že najavljeno, smo danes na vladi uspeli sprejeti dopolnitev uredbe, ki na novo ureja tudi ceno zemeljskega plina kot vhodni energent za vse sisteme daljinskega ogrevanja, kateri uporabljajo zemeljski plin kot vhodni energent. S tem smo želeli zamejiti in s tem smo tudi dosegli zamejitev končne cene daljinske toplotne pri vseh sistemih daljinskega ogrevanja v Sloveniji. Kaj to pomeni? Kot veste, so se v zadnjem tednu, mogoče celo več kot enem tednu, začele pojavljati namere, da bi se končna cena daljinske toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja začele povečevati s 1.1.2023, ravno zaradi tega, ker so na trgih zelo visoko povišane cene in sicer tudi za faktor 3, 3,5 oziroma 4, kar dejansko pomeni tudi do 400% povišane cene napram lanskega primerljivega meseca. Da pravočasno posežemo in zamejimo končno ceno, je vlada danes sprejela, kot najavljeno, že to uredbo in s tem smo zamejili končno prodajno ceno toplote na znosen nivo in sicer pri 4 največjih sistemih, ki jih bom tudi zdaj najavil, pomeni to prihranek na mesecu od 122,25 evrov, to velja za sisteme daljinskega ogrevanja Maribor, potem prihranek na mesečnem nivoju 146,16 evrov, to velja za sisteme daljinskega ogrevanja na Jesenicah, potem prihranek na mesečnem nivoju 183,49 evrov, to velja za sisteme daljinskega ogrevanja v Trbovljah in pa v Novi Gorici prihranek 122,79 evrov na mesečnem nivoju, kar velja za Novo Gorico. To je primerjava med najavljenimi tržnimi cenami, vkolikor vlada z regulacijo ne bi posegla. Naj v tem pozarjam, da še vedno so cene seveda višje, kot so bile preteklo zimo, tudi zaradi tega, ker so v pretekli zimi sistemi daljinskega ogrevanja nakupovali zemeljski plin leto ali pa celo 2 leta nazaj in so seveda te cene bile popolnoma neprimerljive. Dodatno naj povem, da smo z uredbo tudi končno uskladili to, kar smo z zakonom o oskrbi s plinom novela v septembru sprejeli. Razširili smo zaščitene odjemalce na vrtce, na zdravstvene domove in pa na osnovne šole, kar pomeni, da tudi za njih s 1.11. velja regulirana cena. Še več, dodatno smo tudi uredili regulirano ceno za institut nadomestne oskrbe in pa za institut osnovne oskrbe. Tudi to dvoje smo končno uredili v tej noveli zakona o oskrbi z zemeljskim plinom. S to uredbo pa to velja s 1.11.2022. Hvala, minister. Morda še pojasnite, zakaj Ljubljana ni všteta v to? Ja, izpostavil sem 4 sisteme daljinskega ogrevanja, katere imajo pretežno kot vhodni energent zemeljski plin in se povišane cene na trgu zemeljskega plina najbolj poznajo.
Ostali sistemi zemeljskega plina imajo zemeljski plin kot minoren oziroma manjši energent, medtem kot pri Ljubljani vemo, da poteka velika investicija kogeneracije, ki bo verjetno to zimo enkrat končana, vendar so se oskrbeli z drugim energentom, kar pomeni, da ta regulacija za njih vsaj v tem trenutku ni merodajna. Hvala lepa. Preden gremo na splet, Klemen Košak, ena pri nas, ni vprašanj. Torej najprej Pop TV, Špela Bezek in Metka Majer. Izvolite. Gospod minister, imamo v bistvu dve vprašanji. Prva se nanaša na možnost, da bi država sodelovala, seveda govorimo o tistih večjih sistemih, ki ste jih tudi vi našteli, z emisijskimi kuponi, da bi država, torej če ta možnost strani države obstaja, da bi pomagala tudi z emisijskimi kuponi 1000, 2000, 3000. Drugo vprašanje pa je mogoče, če bi lahko pokomentirali, kakšne so trenutno zaloge plina v Evropi. Vemo, topla jesen, skladišča so polna, če je torej vsaj ta bojazen, da bo energenta zmanjkalo ta trenutek odveč. Hvala. Hvala lepa za vprašanje. Bom začel pri zadnjem vprašanju oziroma pri odgovoru na zadnje vprašanje. Skrb je popolnoma odveč, skladišča so skoraj 100% napolnjena. Mislim, da se približujemo povprečni zapolnjeni skladišča 95%. Nekatera skladišča so celo že čisto polna. To informacijo smo ministri prejeli na zasedanju ta teden v Luksemburgu. Tako da še vedno se nekatera zemljišča polnijo, skladišča. Kar se tiče pa kuponov, bi morali pa se izpogajati izjemo. Zaenkrat te izjeme niso predvidene, tako da smo vsem tem pobudam že podali povratno informacijo, da zaenkrat se te izjeme ne predvidevajo, kar pomeni, da bo treba to vrstni strošek seveda kalkulirati, ampak to itak ne vpliva zaradi tega, ker na koncu koncev regulacija prime, ne gre na to, kakšen je strošek na vhodu upoštevan. Hvala. Martin Nahtigal, TV Slovenija. Dober dan, gospod minister. Jaz imam tudi dve vprašanje. Prvo se nanaša na današnjo debato v Državnem svetu, namreč omenjeno je bilo, da bi obstajala možnost, da bi se vlada odločila do sredine novembra tudi za regulacijo cen pri srednje velikih porabnikih, kar je predvsem v igri za gospodarstvo, tako da me zanima vaš komentar na to temo. In kot drugo, zvišuje se letna dajatev za uporabo cest za motorna vozila in za velik del voznikov to predstavlja dodatnih 30 € ob registraciji vozila. Pa me zanima, zakaj se je vlada odločila za ta ukrep in kakšna je zakonska osnova za to. Hvala lepa. Hvala. Ni mi poznan, da bi se vlada, na to vprašanje smo pisno že odgovorili glede dajatve. Kar se tiče pa glede prvega vprašanja, je pa, kaj je že bilo prvo vprašanje? Državni svet, če bi Državni svet. Ja, udeležil sem se razprave v uvodnem delu. Sam sem si uspel pogledati tudi prezentacijo in pa kalkulacije, ki jo pripravila celotna delovna skupina. In moram priznati, da celoten dokument in izračuni so zelo na mestu, celo še tako daleč, da so urno predvidevali, kaj se nam bo dogajalo v naslednjih nekaj letih na elektroenergetskem sistemu. Da pa popolnoma odgovorim na vaše vprašanje, kaj to pomeni na skupini SME, se pravi srednje velikih podjetjih, in pa na skupini velikih podjetij. Te dve skupini v Sloveniji še niso zajeti v tako imenovani regulaciji končnih maloprodajnih cen. Razmišljamo, kako bi znižali končne maloprodajne cene tudi za te dve skupini. V uredbi, ki je bila sprejeta na zadnjem svetu oziroma na predzadnjem svetu ministrov pristojnih za energijo, dovoljuje pod določenimi pogoji tudi regulacijo za tako imenovano SME skupino. Mi razmišljamo v smeri, da bi to shemo tudi v Sloveniji implementirali, pripravljamo pa tudi alternativni predlog, kjer bi kompenzirali oziroma s povračili na mesečnem nivoju, tako kot danes poteka ta shema že v letošnjem letu preko Ministrstva
pristojnega za gospodarstvo in preko Spirita, da bi to vrstni mehanizem, če ga bo gospodarstvo dobronamerno sprejelo, da bi to vrstni mehanizem veljal tudi za naslednje leto, ampak ne čez 3 oziroma 6 mesecev za nazaj, ampak sproti z akontacijami vsak mesec. Namreč s tem bi utrli zelo veliko birokratskih ovir, vendar ne na gospodarski strani, ampak na strani dobaviteljev električne energije oziroma dobaviteljev zemeljskega plina. Medtem ko pa za regulacijo odjemalcem, ki so večji, se pravi tako veliki odjemalci, tam pa zaenkrat evropske smernice ne predvidevajo regulacije, bomo pa zagotovo šli v shemo, kot jo predvidevajo trenutne evropske smernice. Izvolite še enkrat, Martin Nachtigal. Jaz bi samo pod vprašanje, kakšna je pa po vaši oceni časovnica glede te sheme? Omenjali ste novo leto, vendar da bi to z novim letom že bilo v praksi, ali kakšna je predvidena časovnica z vaše strani? Učinkovanje tovrstne sheme bi bil s 1.1.2023, absolutno moramo pa to za zakonsko osnovo začeti in naš cilj je, da bi takoj po 1. novembrskih praznikih šli za javno obravnavo zakonom, potem pa v mesecu novembru sprejem zakona na vladi in takoj po nujnem postopku v državni zbor. Še kakšno vprašanje? Ne? Zahvaljujem se ministru in mu želim lep dan. Zdaj pa bo prišel v govornici Luka, ki bo spregovoril o zakonu o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva. Poglavitne rešitve so torej sofinanciranje ukrepov na področju socialnega varstva in izplačilo povečanega dela prejemkov upokojencev in prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. Vlada nadaljuje z pomočjo ranljivim skupinam in pa ljudem z nižjimi dohodki, tudi lahko še enkrat. Okay. Lepo pozdravljeni. Naša vlada se je odločila, da bo v draginjski krizi pomagala vsem. Poleti smo tako sprejeli draginjski energetski dodatek, ki se bo začel razdeljevati 1. novembra in po njem bodo lahko revna gospodinjstva, socialno ogrožena gospodinjstva dobila do 200 evrov enkratne pomoči, da bodo lažje plačali položnice čez zimo. Takoj zatem smo sprejeli otroški draginjski dodatek, kar pomeni, da bodo vse družine z otroki med novembrom in januarjem v 3 mesecih dobile podvojene otroške dodatke. Se pravi, vsi, ki prejemate otroške dodatke, boste od 1. novembra naprej na svoj račun prejemali podvojen znesek. Zdaj smo se pa odločili, da bomo pomagali upokojencem, da bomo pomagali domovom za starejše in da bomo stopili naproti ljudem, ki prejemajo minimalne plače. Pa bom obrazložil vsakega od teh ukrepov posebej. Upokojenci bodo dobili že letos, se pravi ne šele februarja naslednje leto, ampak že letos, predčasno redno usklajeno pokojnino. Ta se bo povečala za 4,5 %, kar je točno toliko, kolikor so se povečale plače v javnem sektorju. Če ilustriram, v novembru lahko vsi upokojenci pričakujete 4,5% dodatek k pokojnini, kar pomeni, da nekdo s 1000 evri pokojnine bo prejel 1045 evrov pokojnine, torej 45 evrov več, kot je prejel prejšnji mesec. Povprečna pokojnina, ki znaša 777 evrov, se bo povečala za 35 evrov, torej 812 evrov. To boste dobili izplačano že novembra in decembra in ne šele naslednje leto, kot je to sicer planirano. Ob tem smo stopili naproti domovom za starejše. Domovi za starejše, kot veste, so se zaradi referendumske pobude SDS proti zakonu o dolgotrajni oskrbi, v kateri je tudi 30-milijonski paket pomoči za domove za starejše, znašli v finančnih stiskah. Zato jim vlada zdaj stopa naproti z 2 ukrepoma. Prvi ukrep je 12 milijonov pomoči za financiranje kadra, drugi ukrep pa je pomoč pri financiranju višjih stroškov hrane, elektrike, ogrevanja. Ob tem
pa jim bomo, da se izognemo dvigu oskrbnin, ki so se napovedovale tudi v 30%, se pravi, nekateri domovi so rekli, da ne morejo preživeti brez pomoči, ne da bi oskrbnine dvignili za 30%, kar bi pomenilo, da se recimo 1000 evrska oskrbnina dvigne na 1300 evrov in lahko si predstavljate, kakšne težave bi to povzročilo za oskrbovance in njihove družine. Zdaj, ko jim dajemo pomoč, smo se ob tem dogovorili, da se oskrbnine ne smejo povečati za več, kot se povečujejo pokojnine, torej ne za več kot za 4,5%. Skratka, rast oskrbnin omejujemo na 4,5%, sočasno povečujemo pokojnine za 4,5%, tako da smo približno izravnani in pomagamo domovom za starejše preživeti finančno to zimo. In zadnji paket, oziroma to je posmeritev, ki smo jo sprejeli danes, pa je minimalna plača. Minimalna plača se bo uskladila z rastjo minimalnih življenjskih stroškov in pa z letno stopnjo inflacije. Počakam. Ja. Minimalna plača se bo uskladila v prihodnjih mesecih z rastjo minimalnih življenjskih stroškov in pa z rastjo letne stopnje inflacije. Trenutno minimalna plača v neto znesku v Sloveniji znaša 778 evrov, vlada pa je pripravila pogajalsko izhodišče za ekonomsko-socialni svet, ki bi šlo po naslednjem kopitu. Že letos bi se minimalna plača uskladila z minimalnimi življenjskimi stroški, kar pomeni, da bi se neto znesek povečal z 778 evrov na 804 evre, naslednje leto pa bi se uskladila še stopnjo inflacije. To pomeni, da lahko že ta trenutek z gotovostjo rečem, da bo z naslednjim letom minimalna plača višja od 850 evrov mesečno in to je bistven ukrep, s katerim bomo pomagali vsem, ki prejemajo minimalne plače, vsem, ki trdo delajo, ampak slabo zaslužijo, njim se bodo dohodki z naslova plače z naslednjim letom bistveno povečali. Je pa to stvar, ki je pogajalsko izhodišče vlade za ekonomsko-socialni svet, tako da se moramo uskladiti s sindikati in delodajalci, kako točno bo to povišanje izgledalo.